Dober dan. Odločitve sprejete na današnji seji bo predstavil minister za okolje, podnebje in energijo, magister Bojan Kumer. Izvolite. Hvala, Petra. Kot rečeno, vlada nadaljuje z sprejemanjem gradiv za ukvarjanje oziroma obravnavanje ukrepov za energetsko krizo. Danes je vlada sprejela sklep za pravočasno zagotavljanje zadostnih zalog plina, s katerim nosilce bilančnih skupin plina poziva, da nemudoma pristopijo k sklepanju dogovorov o skladiščenju plina in pogodb o nakupu plina, tako da bodo do 1. novembra zagotovljene zadostne količine skladiščenega plina. Gre za odgovorno pripravo na zimsko sezono, zato je ključno, da se potrebni dogovori začnejo sklepati pravočasno, s tem zagotavljamo tudi večjo energetsko varnost države. Zaloge plina pomenijo zanesljivost oskrbe najprej in pa na drugi strani večjo varnost za gospodinjstva, javne ustanove in gospodarstvo v času največje porabe, ko so razmere seveda na trgih lahko tudi najbolj nepredvidljive. Pravočasno polnjenje skladišč tako pomeni manjšo izpostavljenost cenovnim šokom ter večjo stabilnost in predvidljivost same oskrbe z zemeljskim plinom. Ključno sporočilo tega sprejetega sklepa je tako zelo jasno. Pri oskrbi s plinom povečujemo varnost in krepimo odpornost države. Vlada je tudi sprejela uredbo za nadzor nad dvigi cen električne energije in zemeljskega plina. Namreč želimo s to prejeto uredbo danes na seji vlade, to obveznost, da morajo dobavitelji električne energije in zemeljskega plina za določene skupine odjemalcev pred vsakim dvigom cen pridobiti predhodno soglasje vlade. Uredba je tako odziv na nestabilne razmere na energetskih trgih, ki so posledica geopolitičnih napetosti, motenj v dobavnih verigah in izrazitih nihanj cen energentov. V takšnih razmerah obstaja seveda realno tveganje nenadnih in nesorazmernih dvigov cen, ki lahko neposredno vplivajo na socialno varnost ljudi ter delovanje ključnih družbenih sistemov. Ukrep je predvsem usmerjen v zaščito gospodinjstev, malih poslovnih odjemalcev ter javnih ustanov, kot so vrtci, šole in zdravstveni domovi. Gre torej za skupine, ki imajo omejene možnosti prilagajanja na cenovne šoke, zato je njihova zaščita v ospredju javnega in pa seveda tudi najširšega interesa. S tem omogočamo pravočasno in najbolj, kar je pomembno, ciljno usmerjeno in sorazmerno ukrepanje države. Pomemben poudarek uredbe je tudi stabilnost širšega sistema, torej z omejevanjem nepredvidljivih dvigov cen se zagotavlja bolj stabilno okolje za delovanje gospodarstva, javnih storitev in pa vsakdanjega življenja ljudi. Vlada se je danes tudi seznanila z osnutkom socialnega načrta za podnebje za obdobje 2026-2032, ki predstavlja ključen korak k pravičnemu zelenemu prehodu v Sloveniji. Načrt odpira dostop do skoraj 480 milijonov evrov sredstev, namenjenih neposredno pomoči najranljivejšim. V ospredju ukrepov je boj proti energetski revščini, ki postaja eno ključnih družbenih vprašanj. Cilj načrta je, da nihče ne ostane brez dostopa do osnovnih energetskih storitev zaradi rasti cen ali prehoda v nizkoogljično družbo. Zato načrt predvideva konkretne ukrepe, od nepovratnih sredstev za energetsko prenovo domov, podpore rabi obnovljivih oziroma čistih virov, do svetovanja in vključevanja gospodinjstev v energetske skupnosti. Hkrati pa tudi naslavlja prevozno revščino z novimi oblikami dostopnega in trajnostno naravnanega prevoza. Torej gre za načrt, ki v luči tudi trenutnih razmer energetske krize obravnava ukrepe, ki srednjeročno in dolgoročno izboljšujejo kakovost življenja ljudi. Minister, hvala za današnjo izjavo. Hvala. S tem smo tudi zaključili naš prenos. Nasvidenje. Hvala lepa.